Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober večer. 10. mesec letošnjega leta se počasi izteka in zato je skrajni čas, da v znamenju rožnatega oktobra, ki je posvečen ozaveščanju in boju proti raku dojk, tudi v naši oddaji Zdravstveni nasvet spregovorimo o tej najpogostejši obliki raka, za katero obolevajo Slovenke. Na pogovor sem povabila specialistko z oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor, doktorico Nino Čas-Sikošek. Dober večer. Morda za začetek, kaj pravzaprav je rak dojke? Rak dojke, kot se že dejala, je najpogostejši rak žensk po svetu. Rak dojke, takrat, ko govorimo o raku dojke, mislimo na karcinom dojke. To je tumor, ki vznikne v epitelnih celicah mlečne žleze. Kadar vznikne v lobulih, se pravi na mestu, kjer se proizvaja mleko tokom dojenja, govorimo o lobularnem tipu karcinoma dojke. Kadar pa vznikne v duktusih, se pravi v kanalčkih, po katerih mleko teče v času dojenja, pa o duktalnem. Ta zadnji je tudi najpogostejši in v 80% rakov gre za duktalni karcinom dojke. Seveda, tumorček vznikne najprej v teh epitelnih celicah, zapolni kanal, takrat govorimo o in situ karcinomu. Kadar pa karcinom prebije bazalno membrano in se širi v sosednja tkiva, takrat pa že govorimo o invazivnem, se pravi pravem raku dojke. Takšen rak ima karakteristike, da se lahko širi tako v okoljna tkiva, naprimer v bezgavke, ali pa tudi v oddaljena tkiva. Takrat govorimo o metastazah. Ja, kateri so pa pravzaprav najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek raka dojke? Najpogostejši dejavniki tveganja je družinska obremenitev, kar nekje 20–25% se rak dojke pojavlja v družinah, ki so nekoliko bolj obremenjene potem. Pravi dedni rak pa je samo o pravem dednem raku pa govorimo le v 5%. Se pravi, ta je pravi dedni rak je redek. Potem so dejavniki, o katerih ste tudi ogromno govori, reproduktivni dejavniki, se pravi, zelo zgodnje prvo perilo pri deklicah pred 12. letom, naprimer, ali pa pozna menarha, pozna menopavza po 50. letu. To je rizični dejavnik. Potem porod po 35. letu ali pa dejstvo, da ženska ni rodila. Potem hormonsko nadomestno zdravljenje v pomenopavzi. To so tile, bi lahko rekli, hormonsko pogojeni dejavniki. Imamo pa tudi potem način življenja, naprimer kajenje, alkohol. Vemo, da redno uživanje alkohola 30–60 gramov na dan poveča tveganje za nastanek raka dojke za 40%. Potem se dosti govori o prehrani predvsem o maščobah. Najbolj bile nevarne tiste maščobe, ki imajo razmerje med omega-3 in omega-6 porušeno. Tu bi naj šlo za maščobe iz živalskega porekla, se pravi z mastno meso. Potem so nekoliko slabša tudi olja iz koruze ali sončnično olje. Dobro pa bi naj vplivalo oziroma zniževalo naj bi nastanek raka dojke olivno olje, naprimer, ali pa ribje olje. Tako da bi tega morali uporabljati čim več tudi v našem vsakdanu. Verjetno. Ja. Kateri pa so pravzaprav tisti najpogostejši simptomi, običajni, ki nastopijo? Najbolj pogosto je zatrdlina. Zatrdlina. Takrat, kadar ženska zatipa zatrdlino, je obvezen pregled minimalno pri njenem ginekologu oziroma splošnem zdravniku, če nima ginekologa. Ta se pa potem odloči, ali bo žensko poslal naprej v center za diagnostiko. Potem so tu razna spremembe na koži, ali je to vgreznjena koža, pordela koža.
potem izcedek iz dojke. Pomembno je, da tu poudarimo, da je nevaren predvsem spontan izcedek in običajno je ta izcedek iz ene dojke. Se pravi, da ne izcedek na pritisk, ampak spontan. To se opazi pač na perilu. Že prej ste omenili, torej ob teh morebitnih simptomih, ki se pojavijo, je potreben obisk splošnega zdravnika oziroma izbranega ginekologa in pregled bi lahko rekli, da je nujen? Ne, mislim, da, gledajte, za razvoj raka je potrebno minimalno 6 mesecev do nekaj let. Zato res nima smisla, da je nekaj takega nujno, kar ti pod nujno, za napotnico nujno, mora biti ženska obravnavana v 24 urah. To definitivno ni tako nujno stanje. Je pa potrebno hitro obiskati center za bolezni dojk, se pravi nekje v 14 dneh do 3 tednih. Katere diagnostične preiskave pa vse imamo na voljo? Jih lahko morebiti malce opišete in pa zanima me tudi to, katera se običajno opravi najprej. Najprej se opravi, če je ženska starejša od 35 let, vsekakor mamografija. In ima seveda težave. Tu govorimo zdaj o ženskah s težavami. Po 35. letu je prva preiskava mamografija, potem pa dalje ultrazvok, punkcija, magnetna rezonanca. Če pa je ženska mlajša od 35 let, potem pa je prva preiskava ultrazvok. Kasneje lahko pride tudi do biopsije, kadar seveda strokovnjaki presodite, da je to potrebno. Morda še kakšna beseda o tem, zakaj pravzaprav gre, ko govorimo o biopsiji? O biopsiji poznamo tankoigelno in debeloigelno biopsijo. Biopsija je odvzem materijala ali celic za tanko iglico ali pa prav delček tkiva za široko iglico. Takrat, kadar posumimo na neko spremembo, ki bi lahko bila rakasta, jo seveda moramo dokazati in dokažemo jo za takšno punkcijo. Ko je ta punkcija narejena, običajno to pošljemo v laboratorij oziroma tako pridemo do patohistološkega izvida. Ta pa je potem cela zakladnica informacij, kaj vse pove, v kakšno pomoč je vam, strokovnjakom. Ta izvid pove, kakšne narave je tale sprememba v ženski dojki, ali gre za karcinom, ali gre za kakšno zadevo, ki je predhodnik karcinomu in se prav tako mora odstraniti, ali pa je to le benigna sprememba in jo lahko samo opazujemo. In ko je enkrat jasna ta strašna diagnoza rak dojke, kakšni so običajno prvi odzivi vaših bolnic? Ali je pri njih najpogostejša prva faza zanikanja, ki je tudi sicer običajna pri tej diagnozi raka? Jaz moram reči, da nimam te izkušnje, da bi bila ta faza kakšna zanikanja. Ne vem, mislim, da dosti ženski pride z nekimi simptomi, nekimi znaki, je že nekako pripravljeno na to, da bi lahko šlo tudi za rakasto obolenje dojk, posebej v današnjem času, ko zelo dosti govorimo o raku dojke. Tako da mislim, da nekih slabih občutkov ali nekega pri tem v glavnem nimamo. Mislim, da se da za vsako lepo pogovoriti. In jaz moram reči, da imam dobre izkušnje, kaj se tega tiče. Ste pri tem uspešni. Pa mora biti še eno vprašanje, ki se pa vseeno dotika vas, zdravnikov, ki se vsakodnevno srečujete s tem. Bi lahko rekli, da so kdaj prizadeta tudi vaša čustva? Kaj prinese kilometrina in izkušnje? Glejte, jaz vem, da je rak dojke visoko ozdravljiva bolezen in nekako ob tej prvi, ko se prvič srečam za to diagnozo in za pacientko, ki ima to diagnozo, moram reči, da nimam nekih negativnih čustev ali čustev, da bi me nekaj prizadelo, ker verjamem v to, da se da pomagati. Drugače pa je z žensko, kjer se je bolezen ponovila ali kjer je mogoče prišlo do metastaz. Tam pa je dostikrat, moram reči, da sem nekako prizadeta ali čustveno prizadeta in da rabim potem po takšnih neko sprostitev ali mislim, da se mi to kar dostikrat dogaja.
Če pa vseeno preideva k zdravljenju, dejstvo je, da vseh bolnic ne zdravite na povsem enak način. Po kakšnem ključu se pravzaprav odločate za posamezne načine zdravljenja in ali jih lahko med seboj tudi kombinirate? Vsekakor. Rak dojke zdravimo v bistvu na dva osnovna načina, in sicer eno je lokalno zdravljenje, drugo pa sistemsko. Vemo, da je rak dojke tudi sistemska bolezen. Rekla sem, da metastazira po telesu, se pravi, da moramo zaščititi tudi ostale organe. Med sistemska zdravljenja spada kemoterapija, hormonska terapija in po novem tudi biološko zdravljenje. Med lokalna zdravljenja pa je kirurgija in radioterapija. V lokalnem zdravljenju se pravi, odstranimo tumor in zaščitimo dojko, da se sama sprememba ne bi ponovila na operiranem mestu. Bi nam lahko malce podrobneje opisali, običajno je najprej torej na vrsti kirurško zdravljenje, kaj pa sledi potem? Je to kemoterapija, obsevanje? Ja, pri tem raku, ki je omejen na dojko, je vsekakor najprej kirurško zdravljenje. Takrat, ko dobimo izvide, se pravi po kirurškem zdravljenju, zdaj v kirurškem zdravljenju je tako, pri manjših rakih obvezno predlagamo samo odstranitev dela dojke, se pravi tam, kjer tumor leži. Tumor moramo izrezati široko, z varnostnim robom. Pogledati moramo bezgavke. Po novem se izvaja v 70% ali pa še več, to govorim tako približno, biopsija varovalne bezgavke. Se pravi, da pogledamo samo eno bezgavko, ki je najbližja tumorju, v katero se seveda tumor drenira. To je posebna metoda. Ta preiskavica je posebna metoda, s katero se ugotavlja, katera je tale prva bezgavka, jo odstranimo in vkolikor v tej prvi bezgavki ni zasevkov, potem lahko z veliko verjetnostjo govorimo, da se tumor še ni razširil na bezgavke. Takrat v tem primeru tudi odstranitev vseh ostalih zdravih bezgavk ni potrebna. Kadar pa je tumor zajel to prvo bezgavko, moramo odstraniti tudi vse bezgavke v pazdušni loži. To je, kaj se tiče kirurgije. Tako. Zdaj pri večjih tumorjih pač moramo odstraniti dojko. Dostikrat se odločamo pri mladih ženskah, da odstranimo dojko. To pa zaradi tega, ker včasih gre za bolj agresivne tumorje, večje tumorje. Ženska mora biti zaščitena dlje časa, da se ne bi ponovil na tej dojki. Včasih gre za ženske, ki so gensko predisponirane za razvoj dojke, pa se izvaja na drugi strani preventivna mastektomija istočasno. Seveda takšni mladi ženski predlagamo istočasno tudi rekonstrukcijo v isti seansi. Najprej odstranimo dojko, nato pa jo rekonstruiramo. Tako. Sicer pa, če nadaljujeva po tem kirurškem zdravljenju, ki se zgodi, v kakšnem sosledju si torej potem sledita kemoterapija ali obsevanje, če je to potrebno? Po kirurškem zdravljenju običajno pregledamo izvide, pogledamo, kako agresiven rak je, na kaj vse je občutljiv, ali ima na sebi kakšne receptorje, gledamo predvsem hormonske receptore, gledamo tale receptor za biološko zdravilo HER2 in nato se skupaj na konziliju, kjer je prisotna onkologinja iz Ljubljane ter radioterapeutka iz Ljubljane, se odločimo za način zdravljenja. Ali je to kemoterapija, nato hormonska terapija, biološko zdravljenje in radioterapija. Običajno, če je potrebna kemoterapija, se radioterapija predstavi na konec kemoterapije. Če pa je potrebna samo hormonska terapija, potem pa je radioterapija takoj po operaciji, nekje do 6 tednov po operaciji. Se pravi, če še spregovoriva o sistemskem zdravljenju, zdaj ste že omenili kemoterapijo, hormonsko terapijo, tukaj imam zapisano tudi še tarčno zdravljenje. Kakšna je razlika med temi tremi vrstami? To ni tri vrste, imamo samo hormonsko zdravljenje, citostatike in biološko zdravljenje. Tarčno zdravljenje pa je tako hormonsko, kakor tudi biološko. To pomeni, da ima celica, ki je zbolela, rakasta celica, na sebi oprijemališče, se pravi tarčo, na katero bo zdravilo delovalo.
Ne? Pri citostatikih o tem ne moremo govoriti, zaradi tega, ker citostatiki napadajo vse celice, ki se v tistem času, ko so citostatiki v telesu prisotni, delijo. Ne? Ker vemo, da se rakaste celice zelo hitro delijo, napadajo rakaste celice. Ampak v našem telesu se hitro delijo tudi krvne celice. Zato ravno tako prizadene kemoterapija krvne celice. Pri takšnem zdravilu ni tako, ker se zdravilo aktivira šele pod tem oprijemališču, ki je na rakastih celicah. Kako dolgo pa običajno traja kemoterapija? Verjetno vsebuje več ciklov? Različno. Kako to določite? Na osnovi ravno tudi agresivnosti tumorja se odloči, ali bo ženska prejela 4, 6 ali mogoče 8 ciklusov kemoterapije. Določi se tudi vrsta kemoterapije, včasih je kombinirana, včasih prejme 4 cikluse ene vrste, pa 4 cikluse druge, včasih je samo na primer 2 citostatika. Sheme so različne. En ciklus pa, če čisto nekako to poskušava poenotiti s časom, traja približno kako dolgo? 3 tedne. Ženska pride na kemoterapijo, kemoterapevt teče v žilo. Pri nas ostane različno dolgo, to je nekje od 3 do 4, 5, 6 ur, ne, da steče tale citostatik in takoj zatem gre domov. In je doma 3 tedne. Se pravi, na 3 tedne ciklus. Prihaja k vam. Tako. Tako. Znano pa je, da ob določenih zdravljenjih, tudi v primeru kemoterapije, prihaja tudi do mnogih neželenih stranskih učinkov, znajo biti tudi precej hudi. Kako vi priporočate svojim bolnicam, kako se naj spopadajo z njimi? Vsekakor. Najbolj takšen boleč učinek kemoterapije je izguba las. Proti temu ne moremo. Ne? Kar se tiče citostatikov povezanih z dojko, skoraj vsi izzovejo alopecijo. Proti vsem drugim pa se nekako da boriti, seveda z raznimi zdravili ali načini prehrane. V glavnem imamo izdelane takšne zloženke za informacijo, kajti takrat, ko ženska pride na kemoterapijo, je njej samo važno, kako bo vse to potekalo. Čeprav ji poveš cel potek in vse to, mislim, da dostikrat ne poslušajo. Zato je zelo pomembno, da je to nekje napisano in da imamo takšne zloženke pripravljene, da se lahko potem doma pogledajo, če so mogoče nekaj spustile ali niso v tisti skrbi registrirale. Tako da jim nudite oporo tudi pri teh neprijetnih rečeh, ki spremljajo samo zdravljenje. Zanima me pa tudi to, kakšen je pomen kliničnih raziskav. Se bolnice pogosto odločajo za sodelovanje v teh raziskavah, ki so sicer zanje prostovoljne, in kaj to pomeni za vas, strokovnjake na tem področju? Klinične raziskave so zelo zaželjene. Prvič zaradi tega, ker vedno se preizkuša neko novo zdravilo, se pravi, da zelo hitro dobiš to novo zdravilo. Pri nas se ne preizkuša čisto nova zdravila, se pravi, ne izvaja se prve faze, redko kdaj druga, v glavnem je to 3. faza raziskav, kjer se gledajo stranski učinki zdravila in seveda učinek novega načina zdravljenja za starim. Se pravi, kateri bo imel boljši končni rezultat. Za ta zdravila, to je prvo, kar je zelo pomembno. Potem drugo je, da dostikrat v teh študijah dobimo zdravilo, ki se preizkuša brezplačno. To so draga zdravila. Naprimer, ena ampula tega tarčnega zdravila, ko ste omenili biološkega zdravila, Herceptina, je tam nekje okoli 700 evrov. Ne? Na 3 tedne pa mora ženska letno dobivati od 2 do 3 ampule. Ne? Tako da si hitro začunate, da je to nekje okoli 80 000 evrov. Ne? In če imaš v študijo, imeli smo študijo z Herceptinom, kjer so ženske prejemale v adjuvantni terapiji, se pravi dopolnilnih terapij, Herceptin, in je bil v celoti doniran. To je vsekakor tudi zelo zaželjeno.
Tako da moram reči, da naše ženske to razumejo in se zelo rade vključujejo v študijo. Tudi jim povemo, da je na primer ženska, ki je vključena v študijo, zelo natančno spremljena. Zelo natančno moramo spremljati vse sopojave ob zdravljenju. Dosti večkrat pride na pregled, preiskave so bolj razširjene. Tako da mislim, da so kar zadovoljne s tem in da se vključujejo v te študije. Bi lahko rekli, da gre celo za obojestransko korist. Tako. Ja, sicer pa smo v mesecu oktobru, ki je namenjen ozaveščanju žensk o raku na dojkah. Pa me zanima, ali tudi vi menite, da smo na splošno Slovenke že dovolj ozaveščene na to temo? Jaz mislim, da o nastanku raka oziroma o tem dejstvu, da rak dojke je, smo. Mogoče nismo dovolj ozaveščene o tem, kako in da se da pomagati. In da to ni več bolezen, ki je v bistvu enaka smrti, ne? Ja. Pri zgodnjem odkrivanju raka dojk pa ima veliko vlogo tudi samo pregledovanje. To verjetno lahko potrdite. Vsekakor. Posebej te mlajše ženske, ki ne bodo vključene v kakšno presejanje oziroma screening programe, je zelo bistveno, da si same pregledujejo dojke. In jaz mislim, da jih njihovi ginekologi takoj po 20. letu ali pa tudi še prej navajajo na to, da si ženske same pregledajo dojke enkrat mesečno. Se pravi, enkrat mesečno. Zelo pomembno je, da si pogledajo nekje okoli 10. dneva ciklusa. Takrat je dojka tudi najmanj napeta, najmanj občutljiva in najlažja za pregled. Pa verjetno, če ne samo pri našem ginekologu, tudi kje na spletu se že da dobiti aplikacije. Vsekakor. Danes nimam zloženke, tiste smisel, da imam torej vse, ampak obstajajo tudi zloženke. Da je zadeva čim bolj natančna. Že nekaj let pa v Sloveniji deluje tudi presejalni organ, ki ga organizira oziroma spodbuja med drugim tudi naša država z imenom Dora, ki omogoča vsem ženskam med 50 in 69 letom starosti pregled z mamografijo. Kakšne so glavne prednosti? Ja, moram reči, da glavna prednost je to, da se ženske k pregledu kliče. Se pravi, niso one te, ki grejo do svojega ginekologa ali pa ginekolog ta, ki jim bo dejal, ne vem, dal napotnico, pa se bo one morale same naročiti in tako dalje. To vse odvrača od pregleda. Tu so klicane. Dobijo domov pismo, v katerem piše, da je takrat in takrat pregled za mamografijo. Opravi se samo mamografija. Ženska ne vidi zdravnika. Opravi se samo pregled in v enem tednu dobi potem izvid, ali je vse v redu, ali pa mora priti na dodatno diagnostiko. Jaz se moram pohvaliti malo, da smo v Mariboru junija začeli za to Doro, da slikamo redno vsak teden, tako da vkolikor še niso dobile ali bi se želele javiti na takšno preiskavo, lahko tudi pokličejo na tole številko in se same naročijo. Pa bi lahko rekli, da je zdravljenje raka dojk vse uspešnejše. Konec koncev sem zasledila tudi podatek, da je 5-letno preživetje bolnic več kot 83% in pred leti je bil ta odstotek še nekoliko nižji. Tako. Tu govorite o odstotku za vse 4 stadije karcinoma dojke. Je pa, moram reči, da še celo boljši. Iz leta 2001 do 2005 je tale procent 5-letnega preživetja kar 87%. Kar se pa tiče tega lokaliziranega raka, se pravi raka, ki je omejen samo na dojko, pa celo 95%. To pa so potem res že visoki odstotki. To so potem tiste stvari, ko sem vam rekla, da res ne morem biti žalostna. Mislim, prav je, da pridejo in da pridejo čim prej. Ker v visokem procentu je ozdravljivo. Pa ali obstaja velika verjetnost ponovitve raka na dojkah, če se le-ta pojavi? Definitivno obstaja. Če vemo, da raka dojke, pojavnost raka dojke je trenutno nekje okoli 110 na 100 tisoč prebivalcev, umre jih pa tudi 400 na 100 tisoč. Se pravi, da je to nekje 1/3. Dobra tretjina, v dobri tretjini se ponovi rak dojke. Kljub vsemu pa statistika govori tudi to, da število obolelih za rakom na dojkah nekako še vedno narašča. Ja, pri nas še vedno narašča, vsako leto je incidenca večja. Mogoče bo sedaj celo še več, ko bomo začeli tale program Dora, če se bo enkrat razširil na celo Slovenijo, saj bomo odkrivali te nižje stadije, mogoče več žensk bo tudi pregledanih.
Jaz bi tukaj še enkrat pozvala res ženske, naj se udeležijo teh pregledov takrat, ko se kliče. Če niso bile pregledane v roku tistega zadnjega leta, naj se vsekakor udeležijo te preiskave. Lahko pa tudi tja pokličejo pa rečejo, ne vem, da so bile takrat in takrat na pregledu, da jih ne bi ponovno klicali, pa da se potem uvrstijo takrat, ko spet potrebujejo mamografijo. Ker pa prihajate z oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor, mora biti še kakšna beseda o tem, kako je pravzaprav vaš oddelek organiziran in kaj vse ponuja, kaj vse nudi in od kdaj? Ja. Ta oddelek na mojem oddelku se zdravijo raki, tako ginekološki, kakor tudi raki dojke. Zdaj, kar se tiče dojke, se izvaja diagnostika raka dojke v diagnostičnih ambulantah. Imamo 2 do 3 takšni ambulanti na teden. Potem se izvaja kirurgija raka dojke, operiramo tam nekje okoli nekaj čez 200 karcinomov letno. In vsekakor se bavimo tudi z kemoterapijo. Dajemo kemoterapijo tako tole dopolnilno, se pravi ob tej prvi pojavi oziroma po operaciji raka dojke, kakor tudi vso kemoterapijo ob metastatskem raku dojke. Imamo zaposleno, od lani imamo zaposleno tudi specialistko internistične onkologije, ki je zadolžena za te kemoterapije. Sama pa se bavim bolj z diagnostiko in z operativo. Tako da to se izvaja pri nas. Ste že opazili, da nimamo pa še radioterapije. Za radioterapijo pa še vedno ženske žal potujejo v Ljubljano. Ta radioterapija je včasih zelo naporna za ženske. To moramo vedeti, da traja tam nekje od 3 do 6 tednov in to vsak dan med tednom. Se pravi, da je to vsakodnevna vožnja v Ljubljano in nazaj. Ali pa iz Murske Sobote pa v Ljubljano in nazaj. Kilometrov je vsekakor preveč. Pa si lahko kmalu obetamo tudi možnost tega v Mariboru? Jaz upam, jaz mislim, da zdaj, ko bo zgrajena onkologija, mislim, da bo to vsekakor možno. Bližje in bolj dosegljivo. Mora biti še podatek, od kdaj se pravzaprav že na vašem oddelku izvajajo kemoterapije? Prej ste omenili letnico. Ja, mislim, da je tam nekje 95 so prvi tak, pa 96, tako da smo pa res, pa nekje 98, mislim. Potrebno je povedati, da ste na vašem oddelku precej napredni in hitri, kaj se tiče dajanja kemoterapije, in to je vsekakor eno veliko priznanje. Ob zahvali za vaš obisk, za vaš čas, ki ste ga danes namenili pa naši oddaji, pa tudi vsem našim gledalcem in gledalkam, bi se vam pa želela še posebej zahvaliti tudi za vse upanje, ki ste ga prinesli s seboj, in jaz vam želim še veliko uspeha na vašem področju, pa da bi čim več žensk čim lažje prebrodilo te težke diagnoze in se nekako ozdravilo. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam. Tako. Od rožnatega oktobra smo se nocoj z izbrano tematiko poslovili tudi v sklopu naše oddaje, ko se mi je v studiu pridružila doktorica Nina Čas-Sikošek z oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor. Že sedaj pa vas vabim v našo družbo tudi prihodnji teden, ko bomo govorili o boleznih ščitnice. Na klepet bom povabila primarja Ludvika Puklavca, predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor. Če imate zanj kakšno vprašanje, nam ga lahko posredujete po elektronski pošti na naslov zdravnik@rtv.slo.si in v prihodnji oddaji pričakujete odgovor. Želim vam prijeten teden in naj bo v znamenju krompirjevih počitnic še posebej sproščen in vesel. Lahko noč.